nadaljujemo. Vsi morda, katerega od proti kandidatov želite za podžupana, koga in zakaj, gospa Vizjak Mlakar, ki ste prvi? Pri nas o kadrovskih zadevah še ne razmišljamo, tudi samo o tem ne razmišljam, bo pa čas za to prišel kasneje. Pa je morda kdo primeren? Če tako pogledate zdaj, ste se dobro poznali. Jaz spoštujem vse proti kandidate, verjamem, da mislijo dobro, verjamem, da se trudijo, vendar pa o tem, ali je kdo primeren tudi za podžupana, bom razmišljala kasneje. Hvala. Hvala lepa. Gospod Tonin, morda kdo primeren za vašega morbitnega podžupana? Podžupan je tako, da podžupan je lahko samo tisti, ki je hkrati izvoljen za občinskega svetnika, torej vodi tudi v občinskem svetu. To je zelo pomembno pogoj, ki ga morate upoštevati. Jaz sem sicer včeraj govoril soočeno, da bi se jaz za svojega podžupana želel zdajšnjega podžupana kolega Gluboviča, ampak je njegov problem ta, da ne bo občinski svetnik, ima malo smola. Zdaj, moje podžupanske cilje, kot je rekel, da bomo sestavili takšen poprav tih mladih in izkušenih, ki bojo imeli voljo energijo, da stvari premaknejo na bolj. Kdo vam bo pomagal izpeljati projekte? Tem bo predržil hvala vrlo. To sem nastavno povedal, kaj če se nekaj bila obeti, ja. Jaz ne bi povedal, da je počuval, en počuval, kako je reagiral. Mislim, da bo hvala za človek. Hvala, sem spočarec. Ja, kadrovanje, to je najbolj zanimiva zadeva za množico ljudi ponovadi. Jaz bi tudi rekel, no, tako bomo potem razmišljali, kako bo zadeva, ker ražen kuri, dokler še zajec teka v gozdu. Hvala lepa. Jaz res ne kandidiram za občinski svet in zato ne moram biti podžupan. Kandidiram brez varoval, spravi kandidiram samo za župana. In ni to moja smola, to je moja prednost. Če bi želel, bi lahko kandidiral za občinski svet. Tako, z tega vidika. Druga stvar je pa ta, za podžupana, a še raje bi imel podžupanjo, bo moral biti občinski svetnik oziroma svetnica in izpolnjati nekaj določene pogoje pa vseeno. Imeti znanje, strokovnost, pa predvsem vizijo kaj in kako naprej. Hvala, gospod Smole. Ja, tako je, jaz kot neodvisni kandidat imam svojo listo in če s to listo uspem, imam noter zelo strokovne ljudi, tako da bo verjetno enega od njih zbral, neverjetno sigurno, če bom zvoljen za župana, ker mislim, da so zelo strokovni. S tem pa tudi povem povedati, jaz mene ne more pritiskati nobena stranka, pa noben partner, pa noben podpornik, kjer ga bom jaz dal za podžupana, ampak se bom tako sam odločil. Ja, jaz bom temeljito premislil, če vas bo za podžupana bil. Hvala lepa. Najbolj replika, gospod Tonin. Kot Marjan prav malo za razbremenitev napetosti. Mogoče bi bil pa Marjan podžupan tudi, da bi se napetost večkrat v občini razbremenila, ampak je tudi problem, da tudi ne kandidira za občinskega sveta. Matej, mislim, da smo komiki, tako imenovani v resničnem življenju, bolj šarf kot običajni ljudje, še lahko tako rečemo. Tako da mislim, da tam je bilo mogoče še bolj napeto. Še kdo morda repliko? Ne? Dobro. Potem pa lahko nadaljujemo. Zdaj ste na vrsti vi, predstavniki občinstva. Najprej boste postavljali vprašanje gospodu Toninu, če ima slučajno kdo vprašanje. Tistega, ki bo lahko postavil vprašanje, pa bo izbral kandidat, ki sedi poleg gospoda Tonina, torej gospod Potočnik. Morda kdo vprašanje za gospoda Tonina? Torej, mislim, da jasno, če bom izvoljen za župana, potem definitivno ne bom kandidiral za poslanca in to lahko že zdaj preste kakšen nekoli problema. Povem, tega, ker sem, kako pravim, sem delal v državnem zboru, vem, kako poteka poslanska in županska funkcija hkrati. Pač to so dejstva, ne, gospod, veste, odbori državnega zbora so več ali manj v popoldanskih urah, ko imajo župani največ sestankov na občini. In tako je prav, da drugi
poslanci, ki niso bili župani, so mogli svoje kolege župani nadomeščati. In nekateri poslanci so potem tam skozi veseli, več od manj so pa poslanci župani, tja prihajajo samo zvečer na glasovanje. In jaz mislim, da na takšen način se pač dve funkciji ne da upravljati. Obvezno, torej je tema, ki ni nobeden od nas pomenil. Jaz sem pa rekel, da je zelo, zelo malo narejenega za ljudi v Kamniku, to je res. Jaz sem to že se s parimi ljudmi pogovarjal. Invalidi so zelo v zadnji nekje. Ravno tako, kot upokojenci, ki čakajo na svojo mesto, na svojo poslo. Za invalide, če priješ v Kamniku in invalidke na vozičku, še na pošto ne more. Do občini sploh ne govorimo. Ja, za invalidi je veliko premalo narejenega. So ravno tako občani Kamnika, se živijo v Kamniku. Se pravi, je treba invalide podpirati, ne, obvezno. Ja, in več narediti za invalide, narediti dostopna banke, dostopne pošte in boljšo stvar na občini organizirati. Moje mišljenje. Gospoda Perneta je tudi v tem, da je potem kandidiral tudi za državni zbor in je bil potem tudi poslanec, ne? Imel dvojno funkcijo. Mislim pa, da to, kar govorite, nima zveze s poklicem. Veste, tudi Ronald Reagan je bil igralec na vse zadnje. Pa Tone Pršak v Trzinu je režiser, je delal isto šolo kot jaz. Tako da to nima zveze s tem. To ima zvezo s človekom. Zdaj, zakaj, čeprav jaz ne vem, če čisto, da se je on odmaknil od problemov, lahko da se je, lahko da se ni, ampak jaz se ne bom. Ker jaz sem vsako stvar, ki sem jo v življenju prijel v roke, sem jo držal toliko časa, da bo narejen do konca. Ne? In mislim, da to sploh nima zveze s poklicem. Ne vem, zakaj bi igrati. Se lahko potem vodoinštalater tudi nazaj gre cevi šraufati. Hvala za odgovor, hvala za vprašanje, upam, da ste zadovoljni. Ja, sej razumem. Zdaj, 10.000 kratov ljudi ne razumem, nekoga bi nekaj. Ne. Ta stvar je na tem območju je sprejet OPPN že, ne vem, 6, 7, 8 let nazaj, ko je bilo predviden hotel. Prva stvar, ki bo treba narediti, je ta, da bo treba to jamo, se pravi, doreči z lastnikom, ki je ZIL inženiring in z njim dogovor, da se ta stvar uredi. Tam stanovanj, ne vem, 100, 150 je bila želja, ne more biti in zato je ta blokada. Treba bo pa najdeti skozi pogovor, se pravi, rešitev za to območje, tako tudi za Alprem na drugi strani, kjer bo potrebno najdeti rešitev, ker če ne bomo našli rešitev celovito, se nam lahko zgodi to, kar se nam je zgodilo v Stolu v severnem delu, ko so se parcele razprodale in zdaj je cel kaos tam. Glede samega spomenika, pa lejte, ne vem, govori se tudi, da je bil pod mostom Majstrovin, ki se ga je obnavljalo, tudi taka ladica, ki jo tudi danes ni več. Lejte, če veste kaj takega, da bi nekaj zginilo, pa veste, kdo je to, potem je treba prijaviti. Če ne veste, kdo je, vsem prijavite. Jaz ne vem. Hvala za odgovor, hvala za vprašanje. Jaz kot podjetnik sem plačal svojimi sredstvi, kot nekateri govorijo tudi. Jaz imam točen podatek. Do zdaj sem porabil 2916 evrov, če me reči. Tako da je, pa se strinjam z vami, tole, kar se v Kamniku dogaja letos, ni normalno. Jaz, veste, sem podjetnik in da hodim po Sloveniji tudi komercialne zadeve. Tako, ki je Kamnik prekrit s temi aplikati, to ni normalno. In to so seveda vložena ogromna sredstva. Kot sem povedal, jaz sem vložil do zdaj 2916 evrov. Hvala za odgovor. Namreč, ta problem je nastal že res v času mojega mandata in jaz sem imel razgovore na ministrstvu in z našim županom skupaj smo se pogovarjali o adaptaciji tega dela cestišča, tudi vzporedno gor do stran in pa pločnike ne bi delala občine in pa razsvetljavo, država ne bi pa uredila to cesto. In vem, da je denar bil v proračunu zagotovljen in mislim, da je še vedno, vendar pa se zatika okrog samih projektov
in nekega zadrževanja vode, Bistrice, in zgleda, da je to problem. Bom pa rekel takole, vse skozi moraš biti zelo, zelo agresiven na ministrstvih, stalno prisoten, stalno jih moraš bazati, da se zmigajo, čisto pošteno povem. In za mano seveda je gospa in bo če ona povedala, koliko je urgirala na ministrstvo. Lahko nadaljujem, ker ste tudi delno mene. Torej, ko sem se pozanimala, kaj je s tem, zakaj ne naredijo tega, mi je bilo rečeno, da so takšne prioritete občine, da so se odločili, da so prioritete drugje in v to zadevo kot tisti, ki ni na občini, ki nisem županja, pač ne morem posegati. Torej, to so občinske vrstni red, ki se določa na ravni občine in se ne more določati na ravni občine. Hvala, gospod Bizek-Mlakar. Jaz se upravičujem, vi ste zdaj prekršili zadevo, ker ste dovolili, da je Jana Bizek-Mlakar odgovarja na vprašanje, ki je postavljeno ljudi v Vešek. In zdaj se bom jaz samo vzel besedo, zato da rečem, da ta stvar enostavno ni res. To bom potrdil tudi gospod Vešnik in tukaj gre za čisto zavajanje, gospod Jana Bizek-Mlakar, zavajanje vas kot poslanka Državnega zbora. Področje regionalnih cest so na strani države. Jaz verjamem, da bom bo jutri župan Tone Smonika... Na ravni države, vendar gospod župan se je imen... Ljubovič, gospod Bizek-Mlakar, res moramo jo prositi, da prenehata. Zanimivo, verjamem, pa še se ena. Zdaj še ni zanimivo postavljati, Ko se začnejo ljudje prepirati, pa zanimivo, kaj? Zdi se mi, da je čas, da postavimo še zadnje vprašanje z našega občinstva. Hvala lepa za vprašanje. Suhadolska jama, to je v občini Komenda. Mislim pa, da je prav, da se zavedamo, da smo povezani, da tisto, kar se dogaja tudi v občini Komende, lahko vpliva tudi na občino Kamnik. Tako da sem zato, da se pač oglasite pri meni in bova to zadevo pogledala in vsekakor, tako kot sem tudi pomagala pri ostalih zadevah, bom tudi pri tej zadevi. Nazadnje sem pozvala ministra za okolje in prostor, da preveri, torej da pošlje nadzorno ekipo nad nivojem Celje zaradi domnevno slabih del, slabega vzdrževanja oziroma popravljanja rekonstrukcije pri Motnišnici. To se pravi tisto, ko so odpravljali posledice prejšnjih poplav, naj bi bilo izredno slabo narejeno in tako kot sem prosila ministra, da to naredi, torej in me seznani potem s posledicami, torej z ugotovitvami nadzorne inštitucije in da v primeru, da imajo krajani res prav, da so bila dela slabo upravljena, da vzame koncesijo, temu tako bo tudi vam pomagala. Hvala. Hvala lepa. Soočanje moramo zdaj zaključiti. Vem, da nekatera vprašanja očitno še ostajajo odprta. Upam, da boste volivci našli kontakt s svojimi kandidati in vprašali tisto, kar vas zanima. Morda se tudi kandidati pogovorili. Do nedelje je še čas. Hvala vam za udeležbo. Hvala tudi kandidatom in kandidatki. Lahko noč.